Prva tekma 14. kroga se je odigrala v Zavrču, kjer je domača ekipa že v petek pričakala nogometaše Gorice. Gost je še vedno visoko na drugem mestu, medtem ko ekipa Zavrča tokrat tekmo igrala z novim trenerjem. Peter Pakult je prevzel ekipo v temle krajšem odmoru in tole je bila že prva akcija Lovra Cveka, nekaj centimetrov mimo vrat. Potem še strel Johnsona, tudi on je meril nekoliko mimo gola, izkazal se je domači vratar Bajza. V 11. minuti pa že prvi gol na tekmi, tole je bila lepa priložnost za Burgiča, po podaji Lekeja se je dobro znašel in premagal Bajzo za 0:1. Izjemen začetek tekme, priložnosti na eni in drugi strani. Prvi pa so tokrat pričeli Goričani, ki so zadeli prek Burgiča za 1:0. Še ena kombinacija domačih podaja pred vrata. Cvek je skočil, ampak nekoliko zgrešil cilj. Potem velika priložnost za sinje modre, podaja pred vrata, lepa kombinacija. Burgič je našel Lekija, mu vrnil podajo, ampak tokrat Nigerijec ni uspel premagati vratarja Bajze. Domači nevarni prek Matjašiča, nekaj centimetrov mimo gola je šel tale izjemen strel. Na to pa že povišanje prednosti, 32. minuta, izjemno si je žogo sprejel Eleke in zatresel mrežo za povišanje prednosti Zavrč Gorica 0:2. Tokrat je podal mladi reprezentant Džuzdanović, Eleke pa je zabil še en gol in s temle zadetkom je tudi ujel Šporarja pri 9 zadetkih. Še ena izjemna poteza Elekeja, tokrat je žoga končala v prečki, ostala je pri 2 golih prednosti. Ob koncu prvega polčasa pa še tale obetavna akcija, Batrović je streljal, Srčan je žogo odbil in ostala je pri rezultatu Zavrč Gorica 0:2. Takoj v drugem delu pa izjemno lepo preigravanje Batrovića, tudi dober in močan strel, potem priložnost Goričanov, streljal je Tilen na gode Bajza, je tokrat imel zares veliko dela. Vendarle pa so domači dali gol za znižanje zaostanka, 65. minuta, Veljko Batrović je meril iz prostega udarca in znižal na 1:2. Gol upanja za domače Haložane, do konca je bilo še 25 minut in časa, za spremembo je bilo še dovolj. Priložnost tudi na strani Gorice, Datković je v zadnjem trenutku rešil vrata Zavrča, potem pa še enkrat priložnost Goričanov, podal je Martinović, Matija Škarabot pa je tokrat nekaj centimetrov zgrešil domača vrata. Še ena podaja pred vrata in izjemna obramba je bila to za Srčana, ki je rešil goriška vrata po strelu Cveka. Potem pa v sodniškem podaljšku še ena velika priložnost za domače nogometaše. Zorko je bil sam pred vrati, izkazal se je vratar Gorice. V samem finišu po kotu pa še vratnica, tokrat je streljal Zorko. Nekaj sreče za Goričane in tekma se je vendarle razpletla po goriških željah. 3 goli, 2 v domači mreži in Gorica je zmagal le še točko daljena od prvega mesta, kjer še vedno leži Olimpija. Od tekme smo si obetali več, zavedali smo se kvalitete, ki jo premore moštvo Gorice. Žal so oba zadetka dosegli po naših napakah, kjer bi morali bolje reagirati. V drugem delu smo poskušali vse, da bi nadoknadili zaostanek, še posebej nevarni smo bili v samem zaključku tekme, ko smo tudi zadeli vratnico. Debut tokrat ni bil najboljši v slovenskem prvenstvu, ampak treba bo izboljšati igro v določenih segmentih in čaka nas še kar veliko dela. Ja, mislim, da je bila tekma res na vrhunskem nivoju. Čestitke obem ekipam za prikazano na tako razmočenem igrišču, ker ni lahko, dosti moči se je porabilo. Tekma je bila lepa za gledalce, mislim, da so obe ekipi prikazali zelo lep nogomet z dosti priložnostmi. Mislim, da prvi polčas, res kot ste rekli, bi lahko še povišali vodstvo z 2:0 na 3:0.
nekako potem ta prosti strel za njih, ne vem, ali je bil ali ne, vendar dobili smo gol 2-1, normalno psihološko tudi padeš in nekako smo veseli, vendar nas je nagradilo za res fajt danes, ker smo res dali vse od sebe.